Zdaj pa imamo seveda novega kandidata, ki se nam bo predstavil, ki bo povedal, kaj bi on naredil, če bi mi v društvu zbrali 5000 podpor in če bi vse te podpore prinesle na občnem zboru društva, tako da bi on bil izbran in s tem odšel potem med ljudi kot izbran kandidat med vsemi ostalimi, in če bi bil izvoljen, če bi se zgodil čudež, a ne, kar ni izključeno, kaj bi naredil. Tako da, Eden, dobrodošel med nami in te prosim, da izraziš svojo vizijo in s to voljo, ki si prišel, in s to željo, zgleda, da je v vseh nas želja po spremembi. Poslušajmo. Izvoli. Ja, pozdravljeni. Torej, sem Eden Fokatom, včasih sem Andrej Bubnič, sem se preimenoval, katoliško vzgojen, dal skozi vse tegobe in pritiske in manipulacije in indoktrinacije in tako naprej. Tako da poznam dobro katoliškega človeka, Slovenca, vse podnje družbe, droge, psihiatrije, policijskega tepeža, zaporov, vojno, bombe okoli, so padale, ko sem bil v Siriji. Tako da mi nič tega temnega ni tuje, ampak jaz se osredotočam predvsem na svetle stvari, ker tle je blišč prihaja v igro na zemlji. In glejte, Gospod malim ljudem, malemu človeku Gospod da pokloni to izbranost, recimo. Ne tisti, ki je nadut in tako naprej. Tako da to mislim tudi glede Slovenije seveda in nasploh te drže. In tako, Kristus, ko je rekel, ko se ponovno vrne na zemljo, je rekel, da boste videli, kako zelo se motite glede resnice. Namreč sam sem imel nesrečo in sem spoznal eno knjigo, sem prebral, ki mi je dala misliti. Študiral sem kulturologijo, bil sem študent normalno v sistemu in potem sem torej, se mi je razkrilo pravzaprav torej, da civilizacija v končni fazi, sicer tega spoznanja se ne verjame ponavadi, ampak pravi to spoznanje, da na koncu civilizacija pride začne vibrirati tako visoko, da postane nevidna. In a ni to pravzaprav torej vstajenje, o katerem je Jezus govoril, ne? In sem rekel, pa zakaj se pa torej dogaja, ne? In vidimo torej, da je pravzaprav zloraba njegove besede bila, ker se torej, on je torej razdelil, smo rekli, vizijo na ljubezen, pa torej medsebojna delitev resursov, ker razlomil kruh je dal svojim učencem, torej antimonopolizacija virov dobrin. In tako se torej prepreči kontrolo in lahko gremo torej v to dematerializacijo oziroma v vstajenje v nebesa in tako naprej, na zemlji. In vključno z zemljo, ki je, tudi zemlja gre lahko v te nivoje sama, cel planet. Tako da potem sem se dal raziskovati, kot raziskovalec resnice, sem se dal raziskovati vse te svete knjige in mistike in duhovnosti in modrosti, na kar sem torej prišel do novice, da se v svet vrača učitelj z mojstri, in tukaj je torej zdaj ta glavni faktor sprememb na zemlji, ki se dogajajo. Torej, smo v tranziciji. Moj namen ni postati osebno predsednik, ker v osebnost samo niti ne verjamem. Moj namen je, da postanejo ideje predsednik, ta vizija, spoznanje. Da torej spoznamo to tretji nivo sveta, ki ga lahko rečemo očetov nivo, in na tem nivoju, ta nivo je večen.
tukaj smo vsi predsedniki neprestano in torej namen je, da ta ideja, to spoznanje pride do dovolj src ljudi, pri čemer torej se torej ta cona, ta nivo, očetov nivo okrepi na svetu in torej lahko sovladamo in vodimo planet skozi vesolje, čez dimenzije. Tako. Potem imamo torej tukaj včasih simbol civilizacije, da še malo orišem še z ene druge perspektive zadeve. Simbol civilizacije včasih ni pridobivanje denarja, ampak duhovnega znanja. Torej, razlika med plemenom in civilizacijo je zgolj v tem, da pri plemenu je zgolj šaman pridobival duhovno znanje, medtem ko pri civilizaciji naj bi ga vsi. Torej, civilizacija je pravzaprav pleme šamanov. Zdaj pa, kot sem že prejšnjič govoril o vlogi ženske in moškega, torej, da ne bom izpadel seksističen, je torej tisti, še enkrat pokažem, torej, izvajanje fizičnega je desna stran telesa. Izvajanje, upravljanje fizičnega, materialnega je leva stran telesa, torej ženska stran telesa. Upravljanje oziroma izvajanje duhovnega so desni možgani in upravljanje duhovnega so levi možgani. Torej, tako da je to vse živi v človeku samem stoji. In torej, tako da duhovni nivo je potem se šaman razdelil bil v vrača, da je lahko bil non-stop v nekem transu, medtem ko je poglavar, oziroma torej smo rekli za materialni svet mora biti matriarhat, poglavarka prevzela materialne reči vodenja materialnega. In zdaj, ker smo v tranziciji med prvim prihodom Kristusa in ponovnim prihodom, sem tukaj, jaz vidim sebe kot predsednika, ki sem že od 2005 sedim med drugimi predsedniki na tem stolu in iz globin, iz ozadja navdihujem svet. Varujem, vodim, učim, zdravim. Tako da vas vabim, da se mi pridružite v tem skupnem predsednikovanju, ki se stoji, torej prva dva koraka smo rekli, torej je oznanjanje ponovnega prihoda, to je ta enostaven vidik, a ne več ljudi, ki bo vedelo, da se je Kristus vrnil, ampak Kristus se ne sme vmešati, torej, ker ponovni prihod se lahko izrazi na dva načina. To je zdaj ta dilema, v kateri smo. Če izpolnjujemo spomin na Jezusa in torej delimo resurse in vodimo svet v višje sfere, lahko pridemo, torej dejansko smo priča stopalom Kristusa na zemlji. In tako torej lahko Kristus se postane javen igralec na svetu. Tako da torej kot akterji, fizični akterji se zavzemam za antimonopolizacijo, torej viri dobrin matere zemlje so za vse, ne more se nihče jih lastiti, tako da dajmo se to zgolj, če se zavedamo, zavest je najmočnejša sila v vesolju in srce. Tako da, če zgolj, ko se to zavedamo in to živimo in to učimo naprej, je že dovolj. Kljub temu, da imamo vse tehnologije nove, razvite in vedenja in znanosti in tako naprej, je to dovolj, recimo. Tako da vas vabim na torej to kvalitetno otvoritev ponovnega prihoda kralja, učitelja, ker tako bo veliko lažje. In
Svetle sile, sem rekel, one se ne vmešavajo v svobodno voljo ljudi, dokler jih človek ne povabi, ne, ker jo spoštujejo. Medtem ko sile dremuckanja, spanja, pa se vtikajo, tako da. Ampak glejmo, da bo balans. Tako tudi spati moramo, a ne, čez noč in čez dan, da smo resnično budni v srcu in tako. To je to.